Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Letošnji dnevi slovenskega turizma se vračajo v Laško. Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termalni park Laško. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Tudi Društvo turističnih novinarjev Slovenije se pridružuje in seveda pozdravlja prizadevanja Slovenske turistične organizacije in vseh partnerskih institucij pri obljubi uresničevanja vzdržnega celoletnega turizma, takšnega, kjer je v ospredju dobrobit lokalne skupnosti. Naše društvo bo tudi v prihodnje nadaljevalo s svojim poslanstvom terenskega mreženja, ustvarjanja novih partnerstev ter pri razvijanju produktov izven turistično obremenjenih mesecev in središč. Moč ter socialni kapital našega društva je ravno v izredno dobrem poznavanju terena in mikrolokacij ter v dobrem razumevanju posameznih turističnih ponudnikov. Zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z borzami turističnega povezovanja, ki so se zadnje 2 leti izkazale za odlično spodbudo medsektorskega povezovanja, ki generira vrednost lokalni ekonomiji in povezovanju, ki sega preko občinskih meja. Skrb bomo tudi naprej še namenjali tesnejšemu povezovanju kmetijstva in turizma, športa in kulture. Še posebej v obmejnih regijah, kjer so turistični ponudniki med seboj prešibko povezani in kjer je posledično njihova ponudba slabše prepoznavna. Priložnosti večjega razvoja in naše društvene vključenosti vidimo tudi v vseh 4 biosfernih območij: Mura, Kozjansko obsotelje, Kraster, Julijske Alpe, ki so pod zaščito UNESCO. To so prostori vzdržnega turizma, kjer je bila trajnost doma, še preden jo je stroka tako poimenovala. In ljudje tega prostora iščejo zelo inovativne metode, kako skozi povezovanje kmetijstva in kulturne dediščine preživeti tudi s turizmom. V Društvu turističnih novinarjev podpiramo turizem, ki krepi urejeno bivalno okolje in ki spodbuje njegovo privlačnost. Ne samo za obisk, ampak tudi za delo in bivanje, ker verjamemo, da samo pravilno usmerjen in vzdržen turizem lahko pripomore k dvigu kakovosti življenja in lokalne skupnosti ter predvsem povezovanja podeželja z urbanimi središči. Toda za obljubo vsega naštetega pa bomo morali še naprej tudi bolj odločno zahtevati boljši javni prevoz, brez katerega bomo stoječi v neskončnih kolonah na avtocesti težko uresničevali obljubo zelenega, trajnostnega in vzdržnega turizma.